Spoštovani, spoštovane, ekscelence, danes se bomo posvetili tematiki Evropske unije in kako se Evropska unija znajde v razmerah, ki so nastale v svetu v zadnjem obdobju. Naš gost je član predsedstva Slovenskega društva za mednarodne odnose, izredni profesor dr. Matjaž Nahtigal. On je profesor mednarodnega prava in mednarodnih razvojnih teorij in prodekan za mednarodne odnose na Fakulteti za menedžment Univerze na Primorskem. Od leta 2021 do 2025 je bil predavatelj in predstojnik katedre za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede. V svoji poklicni karieri je bil tudi šef kabineta predsednika vlade, dr. Janeza Drnovška, direktor službe vlade za zakonodajo in generalni sekretar urada predsednika Republike Slovenije. Doktoriral je na Harvardu, na Harvard Law School. Kot izjemen poznavalec mednarodnih razmer, še posebej, ko jih analizira z mednarodno pravne perspektive v svojih nastopih na različnih forumih, komentira ameriško politiko, delovanje Evropske unije. Pred nekaj meseci je sodeloval na srečanju posvečenem ekonomskemu sodelovanju med Evropsko unijo in Kitajsko, na Kitajskem. Razpravo bom povezoval Marjan Šetinc, predsednik SDMO. Torej, preden predam besedo profesorju Nahtigalu, pa nekaj uvodnih besed z moje strani. V zadnjih nekaj tednih smo priča vojaškemu napadu na Iran s strani ZDA in Izraela. Napad je ob različnih spornih potezah predsednika Trumpa po nastopu drugega predsedniškega mandata povzročil energetsko krizo in še dodatno okrepil premike v geopolitiki. Cel svet je prisiljen v iskanje rešitev pri pomanjkanju nafte in umetnih gnojil. Sklicevanje na mednarodno sprejeta pravila in kršitve konvencij je postalo nesmiselno. Obe omenjeni državi se požvižgata na opozorila in zaskrbljenost dosedanjih partneric, torej Zahoda, pa tudi Kitajske, predvsem pa Združenih narodov, torej celega sveta. Preprosto nadaljujeta svojo agresorsko vojno in politiko. Napad na Iran je potisnil ukrajinsko-rusko vojno s prvih strani medijev. Ob tem razdelanju dosedanje mednarodne ureditve se je tudi Evropska unija znašla v položaju, ko je prisiljena v iskanje rešitev za izhod iz kritičnih kriznih razmer in ohranitev svoje dosedanje vloge pri ohranjanju miru in sodelovanja v svetu. Takoj po nastopu drugega predsedniškega mandata je Donald Trump na presenečenje celega sveta ugotovil, da obstoječi ekonomski in varnostni red škodi interesom Združenih držav. Ugotovil je, da je neoliberalna ekonomska in varnostna ureditev, to je dosedanji mednarodni ekonomski red, ki je, kot vemo, pripomogel k izjemni bogatitvi in prevladi ZDA, neupravičeno omogočil vzpon Kitajske, držav BRICS ter preostalega sveta. Tudi Evropa po njegovo služi na račun ZDA. Evropska unija se je prisiljena ukvarjati s sabo in iskati alternativne možnosti. Uspelo ji je spraviti pod streho prostotrgovinske sporazume s Kanado, Mercosurjem, Indijo in Avstralijo. Tudi Velika Britanija je vse bliže Evropski uniji. Kitajska tudi vleče poteze, ki manjšajo njeno odvisnost
navezanost na ameriški trg. Pred kratkim je ukinila carine na uvoz iz vseh 54 afriških držav. Kitajska ima več orodij za zaščito svojega gospodarstva. Redke zemlje so eno močnejše orožje v tehnološki vojni. Že pred nastopom Donalda Trumpa se je Zahod ukvarjal s tem, kako ustaviti Kitajsko. Evropska unija je sledila Združenim državam Amerike v prepovedih uvažanja kitajskih tehnologij. Spomnimo se na Huawei, torej tehnologijo prenosa podatkov 5G, 6G, pa ne nazadnje TikTok. Gre predvsem za tehnologije, ki bi menda ogrozile varnost Evropske unije. Pri tem pa se skoraj povsem naslonila, torej Evropska unija, postala odvisna od ameriških tehnoloških velikanov. Evropa se rešuje s partnerstvi, omenjenimi prostotrgovinskimi sporazumi. Toda ali lahko s temi partnerstvi nadomesti partnerstvo z ZDA, z Združenimi državami? Je mogoče pričakovati, da razmere po pritiskih s carinami, vojaškimi in političnimi sredstvi strani ZDA hegemonizirajo, notranje krepijo Evropsko unijo. Je to dobro za Evropsko unijo, za njeno osamosvojitev? V zadnjih mesecih so voditelji 4 najmočnejših držav Evropske unije obiskali Kitajsko. Torej, kancler Merz, predsednik Macron, predsednica vlade Giorgia Meloni, predsednik španske vlade Sanchez in pa tudi Keir Starmer, britanski premier. Kaj to pomeni? So pozabljene sankcije, pozabljena usmeritev, da je treba Kitajsko ustaviti, v narekovajih, seveda. Zdi se, da gre za velik obrat v strategiji Evropske unije. Je to le začasno? Vleče Evropska unija prave poteze v sedanjih kriznih razmerah? Jasno je, da stanja, ki je obstajalo pred 20. januarjem 2025, torej po inauguraciji Donalda Trumpa za predsednika Združenih držav, ni mogoče obnoviti. Se vzpostavlja nova, nepovratna realnost. Profesor Nahtigal, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa za vabilo in prijazno uvodne besede. Veliko veselje in čast mi je, da lahko danes sodelujem na Slovenskem društvu za mednarodne odnose. Svojim prispevkom, svojim razmišljanjem, ki ga porazumem bolj kot takole nadaljevanje vrste zanimivih, relevantnih, kompetentnih prispevkov v preteklih mesecih in letih, tudi vključno z današnjim uvodom. Mnogih kolegov, izjemno izkušenih, izjemno kompetentnih, od katerih se tudi sam veliko sproti učim, proučujem, analiziram, kakor tudi svoje prispevke in seveda tudi verjamem, da bomo tudi v nadaljevanju poglabljali, krepili razmišljanja v tem izjemno volatilnem, negotovem mednarodnem kontekstu, ki še vedno zbuja prej več negotovosti, kot pa kakršnekoli predvidljive, jasne strukture razvoja, tako mednarodne skupnosti, največjih trgovinskih blokov, mednarodnega gospodarstva, pa tudi iskanja bolj uravnoteženega, bolj vključujočega, bolj trajnostnega mednarodnega razvoja, kakršnega poznamo danes. In vse te nakopičena globalna neravnotežja so nekaj, kar se ni zgodilo leta 2025, ampak je nekaj, kar traja že vsaj, postopoma se kopiči ta neravnotežja že vsaj nekaj desetletij in mednarodna skupnost ne najde, novega mednarodnega normativnega okvira, zadostnih varovalk, ki bi spodbujal bolj uravnotežen gospodarski in socialni razvoj, kakor tudi ustrezne varovalke za naraščajoče neskončne vojne, ki smo jim priča že
dolgo časa in ki dejansko destabilizirajo cele regije ali pa se zgolj samo ponavljajo, poglabljajo, ne glede na posamezne, a ne prebliske, kako je potrebno ne vzpostaviti določene pogajanja, določen mirovni sporazum, poiskati pot ven, se zdi, da zaenkrat smo še vedno v situaciji spirale obrnjene navzdol. In zato je nek moj prispevek bolj kot nek konceptualni, pa mogoče nekoliko empirični razmislek, kako te trende obrniti, kakšna vloga, kakšne priložnosti tukaj vendarle so tudi za Evropsko unijo, pri čemer pa že naprej izpostavljam, da ni nobenih bližnjic za naslavljanje nakopičenih ravnotežij, za iskanje preobrata, kakor tudi za vzpostavljanje mednarodnega okvira, ki bi omogočil spet bolj ravnotežen razvoj, bolj trajnosten, bolj vključujoč, pa tudi, da bi vzpostavil novo miroljubno koeksistenco, sobivanje v 21. stoletju, nekaj takšnega, čemu smo bili priča po drugi svetovni vojni, z ustanovitvijo Združenih narodov, ustanovne listine, univerzalne deklaracije človekovih pravic, vrste multilateralnih organizacij, vzpostavitev Bretton Woods sistema, ki je omogočil nek stabilen razvoj v daljšem časovnem obdobju, ki je omogočil prosperiteto najbolj razvitih, naprednih držav, hkrati pa tudi osamosvajanje, obdobje dekolonizacije in tudi sorazmerno hitrega napredovanja držav tako imenovanega globalnega juga. Ta razvoj se nekako zaustavi že prvič po pravzaprav prekinitvi, po odstopu od Bretton-Woodskega mehanizma, ki je imel tudi določene pomanjkljivosti. V 70. letih sledi preobrat v ta neoliberalni kontekst, ki nekako zagovarja, izpostavlja primat, prvenstvo mednarodnim finančnim trgom, svobodni trgovini, svobodnim investicijam, prostem pretoku kapitala, brez poudarjene ali pa uravnotežene vloge držav, članic in tudi ne multilateralnih institucij. To obdobje, tudi drugo obdobje, je pripeljalo do določenega rezultatov, kot je tudi preomenjen vzpon Kitajske v tem kontekstu. Kitajska ni sodelovala pri vzpostavitvi pravil Svetovne trgovinske organizacije, pa vendar je vstopila, se integrirala in izjemno napredovala. Nekatere druge države manj, cela vrsta držav globalnega juga, srednje razvitih držav pa pravzaprav stagnira, obenem pa se povečujejo neenakosti tudi v najbolj razvitih državah sveta, med najbolj razvitimi predeli, regijami, multinacionalkami, tehnološkimi centri, finančnimi centri, raziskovalnimi centri in pa med velikim delom prebivalstva, regij, lokalnih skupnosti, delavstva, podjetnikov, majhnih podjetnikov, tudi majhnih kmetov, mladih, ki so pravzaprav izločeni iz teh dobrobiti. Skratka, to obdobje nekega post-Bretton-Woodskega sistema, lahko mu rečemo tudi globalni neoliberalni model, ustvarja velike neenakosti in nakopičena neravnotežja tako v najbolj razvitih državah, pa tudi država globalnega juga iz tega niso išle oziroma niso rešili svojih težav, vključno s Kitajsko. Tako da je to nekakšno izhodišče. Skratka, iščemo ali pa razmišljamo, in tudi tukaj še vedno vidim pomembno priložnost ali vlogo Evropske unije, da lahko skupaj razmišljamo, kljub vsem krizam ali pa ravno zaradi vseh kriz, ki ste jih prej uvodoma omenili, iskanje novega mednarodnega okvira, ki bo delujoč za vse, ali pa širil priložnosti za izločene dele prebivalstva v razvitih državah, v razvijajočih se državah in omogočil bolj trajnostni razvoj in tudi bolj decentraliziran. To je nekako možen prispevek, razmislek, vendar pa v tem trenutku seveda nismo temu blizu, sploh če gledamo dnevne razmere, dogodke, nikoli iz tedna v teden ne vemo. En dan se grozi z najhujšimi uničenji, poglabljanjem, tako imenovano spiralo. Eskalacijsko naslednji dan se poskuša nekako pristopiti k relativno improviziranim mirovnim pogajanjem, za katere ni jasno, ali so sploh kredibilna, ali so v pristop v dobri veri, ali pa zgolj pomeni samo nekakšno taktiziranje, kjer gre eskalacija in prizadevanje za premirje pravzaprav z roko v roki, kjer se izmenično nadaljujete en proces in drugi, ampak celoten proces, tako v
ruski vojni, kot sedaj tudi v iransko-ameriško-izraelski vojni, se še naprej pravzaprav širi, destabilizira, kot pa da bi dejal znake kakršnekoli stabilizacije. Tako da v tem kratkoročnem smislu je težko biti, optimist in tudi razmišljati bolj konceptualno, bolj strukturirano, bolj metodično, ampak ravno zato, ker je tašna, zelo velika volatilnost, nepredvidljivost, negotovost, pa vendarle ne Evropska unija, ne strokovnjaki, ne podjetniki, ne kdorkoli, ki ima svoj zastavek v mednarodni skupnosti, ne sme dvigniti rok. Vendarle je potrebno iskati nek, po mojem, nek metodološko smiseln pristop, kako bi vseeno spostavili nove paradigme razvoja z dobro, podrobno, natančno analizo, kaj pravzaprav generira ta globalna rivalstva, svetovnih velesil, tehnološka rivalstva, varnostne spopade, tveganje, konflikte, nestabilnosti, negotovosti in kakšne so pravzaprav možne poti ven. In tukaj lahko vidim tudi za slovensko kontekst, tako strokovni, kot tudi za diplomacijo, da lahko nek svoj kamenček v tem razmišljanju prispeva tako v okviru Evropske unije, kot v okviru mednarodnih organizacij, kot v diplomatskih prizadevanjih, v katerih sodeluje. Bi pa potem v tem smislu teh tez, če smo rekli, da so nakopičena neravnotežja, neenakosti so se okrepila, povečujejo in ne vidimo trenda ali pa varovalk in tudi strukturnih podlag za njihov preobrat, za stabilizacijo, za nek nov Bretton Woodski dogovor 21. stoletja v odsotnosti še večjih morda kriz, ki so, dejstvo je, da je Bretton Woods se zgodil po drugi svetovni vojni, resničen izziv ali pa naloga je, vseh, ki akterjev v mednarodni skupnosti je, da se izognejo še večjemu poglabljanju kriz in najde dejansko nek nov dogovor z nekim globalnim voditeljstvom, ki ga danes ne vidimo, z bolj dolgoročno širino, priložnostmi za vse tiste izključene dele prebivalstva. Skratka, eden od elementov, ki pa pravzaprav generira ta neravnotežje, pa tudi, o tem sem veliko razmišljal, tudi analiziral, je pa ta pojav v zadnjih 2-3 desetletjih instrumentalizacije vseh možnih virov, ki so v mednarodni skupnosti strani velesil. Bodi si strani instrumentalizacije, ali pa reče v angleščini, jaz ne znam boljšega prevoda za enkrat termina weaponization, instrumentalizacija, se pravi trgovinske moči, tehnološke moči, finančne moči, moči monetarnih mehanizmov, potem so seveda vojaški, prisiljevanja, podrejanja, češ ideja, ali boste ravnali tako, kot mi želimo, tako, kot mi od vas pričakujemo, ali pa boste na ta ali oni način pravzaprav boste imeli težave, boste lahko tudi podvrženi omejitvam, izločitvam in pa stopnjevanju vsega tega, o čemer smo govorili. Hkrati pa je mednarodni kontekst vse bolj soodvisen. Skratka, ta dva procesa, po eni strani želja velesil, da bi nekako ohranili svoj primat, svoje vsiljevale volje vsem ostalim, da se ne razvijajo tako, kot si sami želijo, po svojih nekih predpostavkah, pričakovanjih, tudi interesih, in pa dejstvo, da smo vedno bolj soodvisni, pravzaprav povečuje trenja, konflikte. In je iz tega soodvisnosti in pa neke asimetrične instrumentalizacije vseh instrumentov se ti konflikti poglabljajo in negotovosti. To je ena teza, ob tem se pa poglabljajo tudi iz naslednjega razloga ta rivalstva, konflikti, tudi iz naslednjega razloga, ker prevladuje vse bolj mentaliteta ničelnih vsod v mednarodni skupnosti, kar ste uvodoma tu zelo lepo pojasnili, češ ali eden od akterjev, katerakoli super velesila, ki deluje v mednarodni skupnosti, ali je pridobiva in lahko, in če druge pridobivajo v mednarodni skupnosti, lahko pridobivajo samo na račun obstoječe velesile. Češ je vsota ničelna vsota, ali ne more pa biti situacija, v kateri bi lahko vsi pridobivali, se razvijali ne na škodo drugega. Se pravi, ta mentaliteta ničelnih vsot je izjemno dodatno obremenjuje pravzaprav že te trende nakopičenih neravnotežij brez ustreznih varovalk in zato se tudi sprejemajo vedno bolj protekcionistični ukrepi na eni strani, na drugi strani pa
pristopa se ta filozofija, ali pa vzorci ravnanja, ki so bili zelo prisotni v 30. letih, v času trgovinskih vojn v mednarodni skupnosti, in potem iz trgovinskih vojn so se razvile tudi dejanske vojne. Se pravi, ta filozofija, da bom jaz izvajal takšne ukrepe v svojem gospodarstvu, da izboljšam svoje konkurenčne prednosti, dobrobiti, priložnosti na ta način, da bom škodoval drugim. Teh ukrepov je, ta nabor je pa zelo bogat in zelo pester in ga je zelo težko pravzaprav slediti. Velesile delujejo v resnici vedno manj transparentno. Ne glede na to izjemen hrup, izjemen promet vsakodnevni, pravzaprav njihove resnične strategije je vedno težje slediti, ne. In ena od enostavnih strategij pravzaprav za izboljšanje svoje prednosti, ne, s tem, da škodujete drugim, je devalvacija svoje valute, ne. Zmanjševanje vrednosti svoje valute, s čimer povečujete zelo hitro, celovito konkurenčno prednost svojega gospodarstva, izvoznega, in krepite pravzaprav svoje trgovinske bilance. To je eden od načinov, ki nima v mednarodni monetarni ureditvi zadostnih varovalk. Ne v okviru IMF-a, ne v okviru Mednarodne banke za poravnavo, mednarodne monetarne oblasti pa so si tako ali tako vedno bolj vsak sebi. Skratka, tudi zato se te konflikti prej povečujejo kot ne. In zdaj, četrta stvar, ne, pa je ena od predpostavk, ki bi jo tudi želel izpostaviti, ne. Zdaj imamo tri ključne akterje, tri ključne bloke, ZDA, Kitajska, recimo, da je EU z upanjem, da nekako, pa tudi preostali del sveta, ki upa, da ne bo prisiljen v to, da mora izbirati, ali se podreja in sledi usmeritvam ZDA ali Kitajske, temveč poskuša ohraniti ali ustvariti nek svoj model razvoja. Ekonomskega, političnega, socialnega, trajnostnega in kulturnega in tako naprej. In med tema dvema solipsistična velikanoma v svetovni politiki je to vedno težje narediti, skratka, ne, usmeritev, ne, za katero mislim, da EU še vedno lahko prepreči ali moderira, je, da ne zapademo v svet G2, kjer so enostavno preostali deli sveta prisiljeni na izbiro med dostopanjem do trgov, investicij z ene strani ali pa z druge strani. Ker to za prihodnji uravnotežen mednarodni razvoj je slaba popotnica. In tukaj glede tega bi pa želel tudi še izpostaviti, da nobena od teh velesil, teh ključnih akterjev ni brez težav, oziroma da vsaka od teh velesil, ki ima svoje notranje težave, strukturne, razvojne, velik del svojih težav poskuša izvoziti na mednarodne trge. Denimo ZDA imajo svoja notranja velika neravnotežja z izjemno nizkimi stopnjami varčevanja, zadolženosti, zadolžujejo se na mednarodnih trgih, so zelo velik uvoznik, dobrin iz celotnega sveta, in vse te težave so nastale že zdavnaj pred Trumpom, že leta in desetletja. Skratka, Trump je bolj posledica, je bolj simptom nakopičenih neravnotežij, mnoge od njih niti ni ustvaril, niti so jih predhodniki poskušali naslavljati, preprečevati, artikulirati v okviru bolj dorečenih pravil Svetovne trgovinske organizacije in pa mednarodnih finančnih pravil. Če pustil se je nek globalni laissez-faire, dobro je deloval za ameriške multinacionalke, za njihove delničarje, za njihove top menedžerje, ustvarjali so ogromno koncentracijo moči kapitala, v rokah relativno malo številnega privilegiranega ameriškega gospodarstva, ostali del pa je pravzaprav bil izločen iz teh dobrobiti, od tod izhaja tudi veliko nakopičeno nezadovoljstvo, vsa ta gibanja populistična, ki so rezultirala v nastanku MAGA. In demokrati na to niso imeli odgovora. Biden je to poskušal nekako nasloviti, poskušal je ustvariti neka work-centric friendly, temu rečejo delavsko prijazna pravila mednarodne trgovine, kot je zagovarjala Jean Tai, vendar pa nikoli niso prišli do tega, niti do pogajanj, niti do reševanja, kako bi krepili mednarodne delovnopravne standarde, odpirali priložnosti ali pa krepili priložnosti za razvoj majhnih in srednjih podjetij, zlasti v tem področju deindustrializiranih ZDA. Podobno je to priložnost zamudila tudi Evropska unija, še na zadnje v času Bidena, nekako so upali, da se bodo stvari vrnile nazaj na ustaljene tirnice. In tudi zdaj naprej, če ima ZDA velike svoje notranje družbena neravnotežja, ekonomska, socialna, tehnološka, ki jih potencira tudi svojo veliko vojaško močjo, na drugi strani ima tudi Evropska unija velika neravnotežja. Neravnotežja so v smislu zelo velikih razlik v regionalnem razvoju, najbolj naprednega dela Evropske unije, ki je najbolj konkurenčen, ki je najbolj inovativen, ki je najbolj socialno koheziven in je tudi na ravni najbolj vodilnih svetovnih regij, tehnoloških,
izobraževalnih in krepiti priložnosti, ampak obstaja pa tudi znotraj Evropske unije velik prepad med temi, recimo tretjino najbolj razvitih evropskih regij in pa med velikim delom stagnirajočih evropskih regij, kjer je pa prebivalstvo ravno tako stagnira, upada, dogaja se deindustrializacija, socialna družbena stagnacija, nezmožnost, da bi se nekako integrirali v te napredne oblike sodobnih tehnologij, dostopa do vseh potrebnih virov, znanj, vsega tega, čemu rečemo danes napredno, na znanju temelječe gospodarstvo. Tako da tukaj Evropska unija, ki se dolgo časa reševala z povečanim izvozom. Dokler se lahko, je Evropska unija nama na izvozu temelječ model, v države tretjega sveta, dokler je bilo možno v ZDA in dokler je bilo možno na Kitajsko. In tudi tukaj se je zgodba Evropske unije v veliki meri izčrpala. Na izvozu temelječ model je zaradi teh vseh nakopičenih ravnotežij tudi za Evropsko unijo več ali manj zaključena zgodba in je tudi Evropska unija pred vprašanjem, kako naprej. In dokler ne lahko svoj model vzdrževala, ohranjala tako, da je povečevala pravzaprav globalne neenakosti, trgovinske, finančne, je to počela. Zdaj, tretja je pa Kitajska. Kitajska je pa tudi zelo, skratka, noben od teh prepovedanih, ni samo, kot rečeno, ne smemo tudi mi nasesti na to igro ničenih vsot ali pa mentaliteto nič ena. Vse je samo dobro, vse je samo slabo. Stvar je veliko bolj nuansirana, veliko bolj kompleksna, in tudi tukaj mislim, da lahko slovenski prispevek, intelektualni, strokovni, diplomatski, da je veliko bolj nuansirana zgodba. In potem Kitajska je po eni strani pokazala izjemno sposobnost hitrega vzpona od Deng Xiaopingovih reform 79 skozi razvoj, obnovo podeželja, izboljšanje položaja za kitajskih 900 milijonov revnih kmetov, skozi hitro učenje, skozi izobraževalne sposobnosti, skozi naslonitev na diasporo, na financiranje, na en takšen res kolektivni napor procesa učenja, kjer je pokazala v pravzaprav življenju ene generacije tako velik napredek, gospodarski, socialni, družbeni vzpon, ki zagotovo tudi ne bi bil mogoče, se ne bi Kitajska tudi vključila v polno članstvo v Svetovni trgovinski organizaciji s soglasjem EU in ZDA. Vendar pa tudi Kitajska je še ena od velikih držav, svetovnih velesil, ki pa tudi na svoj način prispeva k globalnim gospodarskim neravnotežjem po drugi strani. Po eni strani kaže model razvoja, odprava revščine, velikanske investicije v obnovljive vire, vse to so tisti prispevki Kitajske k izboljšavi pravzaprav tudi globalnega javnega dobra. Po drugi strani pa povečevanje kitajske trgovine od leta 2005 do leta 2025 se je kitajski delež v svetovni trgovini povečal za 5-kratno. Od 5% svetovne trgovine danes Kitajska predstavlja 25% trgovine in zato lahko beremo danes to zanimivo serijo, če uspete brati, se splača spremljati v Financial Timesu, tako imenovani drugi kitajski šok, ki je zelo neobičajen, ker v času Bretton Woodsa, Casea je veljalo, da velike države imajo delež v mednarodni trgovini relativno majhen. Poudarek je na notranjem trgu, krepitvi in pa relativno majhna ta možnost izmenjave med temi velikimi bloki, ne pa na tako velikanski način, ki zdaj je Evropska unija zdaj ponovno pod pritiskom, zato ker zaradi carin ZDA proti kitajskim, primarno proti kitajskim proizvodom, je v bistvu Kitajska preusmerjala vse svoje proizvode in v bistvu zelo hitro spreminja pravzaprav podobo vzorce svetovne trgovine, tako da je danes so res tako globalni jug deležen ogromnih ponudbe strani Kitajske, kakor tudi Evropska unija, na kar tudi ni pripravljena. No, vidite, skratka, teh mehanizmov varoval, ki bi omogočili vsem akterjem nek trajnosten, uspešen razvoj, vključujoč razvoj, pa globalne ravnotežje tega v tem trenutku nimamo. In zato je enostavno kriviti ali pa se zelo preveč obremenjati samo na posamezne politike, posamezne storitve. Jaz mislim, da ne smemo prehitro preveč se samo zadovoljiti ali pa končati naše analize strukturne na tej ravni, ampak jo moramo malo bolj nuansirati strukturno. Tako da je to je skratka nek globalni kontekst. Jaz bi še samo to poudaril, še ne par tez, preden bi potem res lahko šli k razpravi, je, da mednarodno pravo preomenjeno je gotovo tudi eno od težav v mednarodnem pravu, tako na ravni iskanja
uravnoteženih trgovinskih pravil, finančnih pravil, zaščite okolja, je dokaj zastalo. Vprašanje artikulacije sodobne industrijske politike v pravilih Svetovne trgovinske organizacije je praktično prepovedano, še vedno, in to po zaslugi pod pritiskom in vztrajanjem doktrinami Evropske unije in ZDA v preteklosti. In zato se zdaj tudi tako veliko konfliktov glede subvencioniranja, glede podpore državnim podjetjem in ali je to nepoštena mednarodna trgovinska praksa ali ne. Ob tem imamo še paralizirane panele in reševanje sporov pred Svetovno trgovinsko organizacijo, tako da smo v nekem negotovem, nejasnem situaciji, ki pa mislim, da kar jasno kliče po bolj uravnoteženih, bolj domišljenih, bolj naprednih pravili Svetovne trgovinske organizacije, ki so zapisali v zgodnjih 90-ih letih, kjer je veljala, v času Clintona, je veljala predvsem bolj močna laissez-faire doktrina tako v Svetovni trgovinski organizaciji kot pripisane pravil Maastrichta. Skratka, to je en moment, in drugi moment je mednarodno pravo, gotovo zaradi vseh vojn in konfliktov. Jaz ne vem, ko sem še študiral na Harvardu, nam so rekli, da velike vojne so izključene, da niso več na mizi. Da je enostavno so pa velike vojne tako zelo postale tako zelo uničevalne, tako zelo veliko stroškov bodo povzročile, da se velike sile več ne bodo odločile za vojne. To je bila ena stvar, ki se zelo dobro zapomnil v času predavanj vodilnih profesorjev na Harvardu. In ves čas so rekli, da velikih finančnih kriz ne bo, zato ker so finančni trgi tako zelo, imajo sofisticirane varovalke, da do velikih finančnih pretresov ne more več priti. Jaz mislim, te dve ključni momenta sta se kar pošteno izjalovila. Skratka, ne glede na to, mednarodno pravo je v slabi situaciji, ne smemo ga po celoti odpisati ali pa se mu odreči. Mislim, da Evropska unija tukaj se mora prizadevati, tukaj ima vsi tisti, ki poudarjajo pomen multilateralizma, vztrajanja na ustanovni listini Združenih narodov, ne glede na vse vojne, mislim, da so na pravi strani, in to še marsikdo razume, od pravnikov, politikov, ne vem, tipa Sanchez, vse do papeža Leona 14., ki mislim, da zelo dobro razume tudi kontekst teh mednarodnih konfliktov. To je glede mednarodnega prava, in tudi, če bi bilo pravo tako nepomembno, ne bi izvali sankcij proti mednarodnemu kazenskemu sodišču, ker bi bilo irelevantno. Očitno velja, očitno je pomembno, kako se postavlja mednarodno kazensko sodišče. Je pod velikim pritiskom in te mednarodne institucije bodo zdržali toliko, kot jih bo podpirala mednarodna skupnost, mednarodna stroka, to počnejo marsikdo, tudi ameriški mednarodni pravniki, tudi evropski, tudi iz globalnega juga, in pomembno je, da pri tem vzdržijo tudi države Evropske unije. Madžarska se mora vrniti nazaj na mednarodno kazensko sodišče, ne izstopati iz njega. Mislim, da to Evropska unija ne more sprejeti in da to ni v skladu z usmeritvami Evropske unije. Enako velja za meddržavno sodišče, ki deluje, ki izreka pomembne sodbe in jih je potrebno tudi slediti, analizirati, izvajati v praksi. Tako da mednarodno pravo je v zelo slabem stanju, je zelo, ampak je možno še vseeno, je možno neka rekonstrukcija, in vidimo, da tudi mnogi pravila svobodne plovbe so pomembna za vse, tudi takrat, tudi tisti, ki najbolj nekako relativizirajo vlogo, pomen mednarodnega prava, na koncu tudi največje svetovne velesile potrebujejo mednarodno pravo za zaščito svojih interesov po svetu. Tako da, zdaj pa še čisto na kratko, mogoče res nekaj o Evropski uniji, nekaj o ekonomskih vidikih, pa o strateški avtonomiji. Zdaj, o ekonomskih vidikih se veliko govori, kako je Evropska unija v stagnaciji, v upadanju. To Draghijevo poročilo je res popoln, bi rekel, zelo globoko se zasidralo v mentaliteto in tudi pesimizem pravzaprav Evropejcev. Jaz mislim, da Draghi v tistem delu, Draghijevo poročilo je zelo zahtevno, zelo obsežno, zelo večplastno. Nisem čisto dobro razumel, pravzaprav je tudi malo čudno sestavljeno. Se ga poskušam kar veliko lotevati in študirati in analizirati. Je nekaj pomembnih ugotovitev, premajhna vlaganja v raziskovanje in razvoj in investicije v javnem sektorju Evropske unije je dolgotrajen, dolgoleten problem. Začel se vsaj z varčevalnimi ukrepi, če ne že prej, in te kumulirane izpade investicije v razvoj se gotovo zelo poznajo. Po drugi strani pa Draghijevo poročilo v bistvu ne izpostavlja tudi velikih dosežkov Evropske unije, gospodarskih, tehnoloških, inovativnih. Če samo pogledamo poročilo Svetovne organizacije za intelektualno lastnino WIPO,
je med 10 najbolj inovativnimi državami z največ patenti na prebivalce, tako kot računajo, kot ugotavlja inovativnost, je od 10 držav jih je 5 evropskih držav in med 15 je 8 evropskih držav, med vodilnimi, ne. Skratka, mi nismo med njimi, ne, mi smo malo niže spode, ne. Ne bi čisto podcenjeval tudi slovenskih, ne, tehnoloških inovativnih dosežkov razvoja, je pa tudi pri nas zelo neuravnotežen ali pa premajhno, kar se vidi v pomanjkanju celovitega razvoja, celovitega preobrata, ne. Ampak ne, tudi, ne vem, na drugi strani Atlantika so manj pesimistične glede evropskega gospodarstva, zmogljivosti, ne. Darren Acemoglu iz MIT-ja, ne, vzpostavlja, da je cela vrsta evropskih panog, ki so izjemno napredne, ne, ki so izjemno svetovno konkurenčne. Celo poročilo ameriškega strategije za nacionalno varnost, kjer zelo v bistvu posmehljivo pravzaprav govori o Evropi, ne, o tem civilizacijskem izbrisu in podobne, ne. Mislim, da je šlo skozi zelo veliko število avtorjev in rok, tisti dokument. In je zelo, mislim, da je neenakomerno napisan, ampak na isti strani piše tudi o tem, da evropskega gospodarstva, tehnološkega razvoja, moči gospodarstva nikakor ne more odpisati tudi ZDA, ne. Tisti del so pa spregledali, ne, veliko krat je pač padlo tisto, ne, v oči, ne, ljudje pa pri nas beremo, tudi posod po svetu se bere zelo selektivno, zelo parcialno, za prve, ne, tele tvite se pade, ne, ampak malo bolj niansiranih strukturnih razprav ni. Tako da jaz mislim, da Evropa ima svoje razvojne probleme, mislim, da to koncentracijo, ki predlaga Draghi, ni nujno najboljša usmeritev. Jaz sem tukaj zadržan, da bo delal evropske šampione, mislim, da je Evropa, moč evropskega gospodarstva so majhna, srednja, inovativna podjetja in bolj uravnotežen, širši, celovit gospodarski razvoj, tudi teh stagnajočih regij, njihovo prestrukturiranje, primeri so, ne vem, Baskija v Španiji je izjemno napredna z zelo inovativnimi institucijami, skandinavske države, kjer se tudi moč evropskega razmišljanja, odločanja v veliki meri tudi prenaša, to včasih v Sloveniji tudi malo spregledamo, ne, so izjemno napredne, infrastrukturno, tehnološko, raziskovalno, finančno, vseh drugih, trajnostno, tudi vojaško, če želite, ne. Tako da je Evropa je zelo, bi rekel, ravno tako zelo večplastna, zelo zapletena, ne. Po eni strani imamo vzpon populizmu iz podobnih razlogov, kot se je nastala maga v ZDA, varčevalni ukrepi, cela vrsta drugih kriz, ki premetavajo Evropsko unijo, na katere ni bila pripravljena, se ni dobro odzvala, ne. Tudi znižanje investiranja v javni sektor, v zdravstvo, v raziskave, razvoj infrastrukture zelo poglabljajo, pravzaprav ne, možnosti zaposlenih, da se prekvalificirajo, preoblikujejo, podpora majhnim podjetnikom, dostop do kapitala v odročnih predelih so tiste, ne, ki generirajo veliko bolj nezadovoljstvo, ne. Tudi Orbanovo nezadovoljstvo je začelo veliko pred migracijsko krizo 2015, ki je uspel tole ne skanalizirati, hkrati pa vidimo, po njegovih 16 letih je spravil Madžarsko, pravzaprav gospodarsko, finančno, socialno, kulturno na kolena. Madžarska še danes, ne, kljub velikim investicijam, ne, neka takšna komplicirana, oligarhična, v veliki meri še bolj odvisna, ne, od tujine, ne, toliko v suverenizmu, ne, bolj kot se sklicujete na suverenizem, bolj je Madžarska še bolj podrejena, razprodana kot kdorkoli drug. Dobro, tako da vprašanje EU se mora, ne, bolj kot razmišljati, kje v svetu, ne, to so, ne, definitivno Mercosur pogodba, Indija, Indonezija in druge, ne, širitev, ampak na enakopravnih ravneh. Ne na to način, da bo nek evropski postkolonialni, ne, pristop pravzaprav reševal evropska gospodarstva. Evropa, ne, prava, ne, tista napredna Evropa mora iskati mednarodna, globalna ravnotežja, enakopravnost, sodelovanje, razvoj, ki bo win-win, nasprotju od tega, ne, mentalitete igre ničelnih vsot. Zdaj pa še tale, ne, strateška avtonomija mogoče, ne, o tem, o čemer se res tudi veliko razpravlja, ne. Jaz vsekakor zelo podpiram strateško avtonomijo, Evropska unija je zelo počasi in z velikimi zamiki in zamudami vzpostavila, mislim, da je zelo pomembno ravno zato, da bo nek jeziček na tehnici, da bo ustvarjalo neko večje ravnotežje, je zelo pomembno, ne, da se ustvarja strateška avtonomija. Strateška avtonomija se gradi z obdobja nekih velikih evropskih, pravzaprav odvisnosti od fosilnih goriv, uvoza, in te odvisnosti so tudi pravzaprav poglabljale neravnotežje, pa tudi varnostne vprašanja, ne. Prevelika, ne, če instrumentalizirate prevelik odvoz
uvoz ne, fosilnih goriv, lahko tudi koga spodbudi, ne, se Evropa ne bo mogla ničesar, ne, bo počepnila in to je bil tudi eden, po mojem, od motivatorjev Rusije za agresijo na Ukrajino. Druga je varnostna, ne, tudi tukaj, ne, če ne vlagate, ne, če atrofirate, če živite v varnostnem mehurčku, ne, tudi po tisti, ne, šoli, ki sem jo tudi jaz bil deležen, ne, pa vidimo, da so stvari bistveno bolj resne, da dokler, če niso stalna ravnotežja, tudi obrambna, varnostna in tako naprej, da se ustvarja vakum, neravnotežje, ki lahko tudi nekoga spodbudi, ne, kar ravnanje, kakršnimi pravzaprav jih Evropa zdaj ne trpi, predvsem Ukrajina na prvem mestu, posredno tudi Evropa, ne, tako predvsem ne, v Ukrajini, pa tudi na Bližnjem vzhodu. Tako da, recimo, samo kot zanimivost, ne, Jeffrey Sachs, ne, veliko krat omenjen v Sloveniji, pa tudi on se zelo relativno, se selektivno citira v Sloveniji, ne. On je imel lani eno predavanje v Evropskem parlamentu na povabilo Evropske levice, kjer se je sam zavzel za to na vprašanje o strateški avtonomiji in oboroževanju in je rekel, ja, da podpira evropsko oboroževanje pod pogojem, da bo mobilizirali evropske resurse v obsegu 2 do 3 odstotkov. On misli, da je to čisto primerno, čisto smiselno in da bo krepila evropsko avtonomno vlogo, ki bo lahko povečala tudi delovanje napredno, ne, delovanje v smeri krepitve, ne, mednarodne varnosti, mednarodnih pravil, mednarodnega prava na višji ravni, kot to počne danes. Ob tem pa je seveda, ne, ob strateški avtonomiji in oboroževanju so pa seveda pomisleki, pravzaprav jih je vedno več tudi iz evropskih institucij, da se kakršnokoli okrepljeno evropsko oboroževanje je lahko velika jama za korupcijo v Evropi, in drugič, da se bo integrirala tudi, ne, če se Nemčija na novo oborožuje, da se bo integrirala tako, da se bo integrirala v evropsko varnostno politiko, ne kot regionalni hegemon. To se mi zdi, ne, to pravi tudi nemški avtorji v okviru Evropskega sveta za mednarodne odnose, ESFR. In še tretja stvar, sodobno oboroževanje, kot vidimo, ne, profil vojn se izjemno hitro spreminja, praktično iz 3 mesecev, ne, popolnoma drugačen, ne. To pomeni tudi to pomeni zelo velik tehnološki napredek, ne. V profilu, v načinu to pomeni, ne, verjetno tudi, ne vem, od Starlinka do svojih platform, do kritične infrastrukture, tehnološke, dvojne rabe, ne. To je danes čisto drug koncept, ne. Tudi to mislim, da evropski politiki ne znajo dovolj dobro pojasniti, zato tako tudi velik upor civilne družbe, ki ima tudi svoje popolnoma utemeljene pomisleke, ampak mislim, da Evropa, ne, v tem, ne, volatilnem svetu bo morala znati svoje varnostne interese, kritično infrastrukturo, tudi svojo perspektivo, predvsem v prvi vrsti znati spostavljati sama, ne računati, ne, smo rekli, ne, prevelike odvisnosti pomenijo tudi velika varnostna tveganja ali pa tudi, ne, konflikte, v katerih postanete potem nemočni. To je še potem še ena stvar, zdaj pa mogoče res za konec, samo še nekaj kratkih, ne, tale zgodba EU-Rusije, ki je res izjemno stresna, ne, grozna, ne, pravzaprav si je 10-15 let nazaj ne bi nihče predstavljal, da bo, ne, največja, najbolj krvava vojna pravzaprav v desetletjih, ne, po drugi svetovni vojni potekala na evropskih tleh. Kako iz te grozne jame priti ven, izjemno težko, brez bližnjic, ne, brez, tudi zdaj berem, ne vem, tele zadnje članke, ne, če bi kakršnikoli prehitro, ne, navidezno sporazumi ali pa prekinitev ognja navidezni bili sklenjeni, bi samo lahko pospešili samo obnovo, reorganizacijo, pregrupiranje in še večje konflikte, tako da bodo morali biti izjemno nensirani. Bi pa ob tem spomnil se eno, no, ruska zgodba je res izjemno dolga, zapletena, ne, Jeffrey Sachs, ne, ki je tudi velikokrat omenjen v Sloveniji, ne, on je bil eden od tvorcev ruskih reform v 90-ih letih, ki so bile izjemno slabo so se izvajale, ne, in že takrat so bila opozorila, ne, vzpostavitev ruske oligarhične strukture, ogromne goljufije v času množične privatizacije, kjer je velik del ruskega prebivalstva vse te vire, vse te priložnosti produktivne, ki so jih imeli na razpolago, in takrat so bile ruski primerjalne prednosti teoretično boljše od kitajskih. V 90-ih letih, kjer je danes, ne, danes predstavlja Rusija samo mogoče 10% razvoja tega, kar predstavlja Kitajska, ne. Tako zelo slabo se je Rusija razvijala vsa ta leta, desetletja, tudi nekaj ruskih avtorjev na to opozarjalo, ne, tako da, ne, tudi vloga Jeffrey Sachsa je pri tem pozabljena, kot če marsikje druge, ne. Jaz sicer mislim, da je zelo benevolentna oseba, zelo dobronamerna,
zelo zanimiv intelektualec, ampak ima pa tudi svojo, ne, zgodovino svetovanj po svetu, ki pa ni bila najbolj produktivna in je potrebno tudi to imeti v mislih, ne, da je Rusija, ne, v izjemno slabi, ne, družbeni socialni situaciji. Ena ruska sociologinja Natalija Zubarevič govori o 4 Rusijah, te popolnoma periferni, obrobni, ne, popolnoma obubožani družbi, potem nekoliko malo boljši, ne, tele bliže večjim mestom, kjer imajo mogoče približno se lahko razvijajo, potem ta primestna družba, ki je mogoče nekoliko bolje stoji, ampak v resnici sta pa 2, 3 največji v bistvu centri, ne, kjer je v bistvu, ne, vsi ostali deli prebivalstva so tukaj izločeni. O tem piše tudi en ruski sociolog, ravno tako ga je tudi, ne, disident. Še danes ne bil disident v 80-ih, ko ga preganjal Brežnjev, Boris Kagarlicki, izjemen ruski sociolog, napisal je knjigo o perifernem imperiju, zanimivo, ne, češ kako pač Rusija želi se vstati, želi se postaviti na noge in ne ve kako. In tega Putin ne ve, ne, in njegov krog. In v bistvu spostavlja neko oligarhično strukturo, ki pač koncentrira vso moč in je tudi v vedno večji negotovosti in stiskah, ne, brez tega, ne. In zakaj o tem govorim? Zato, ker je, ne, vprašanje veliko krat, češ Evropa mora se začeti govoriti, ne, dialog. In tukaj je zelo veliko avtorjev, ne, tudi Carnegie Endowment je napravil eno zelo zanimivo analizo vseh možnih evropskih analitikov, kjer jih vprašal po tem mnenju. Zelo različna mnenja so bila še decembra, kdaj, kako. In potem se mi zdi eno bolj zanimivih, ne, mnenj ali pa, ne, nekako uvidel je, ki sta ga napisala Sergej Račenko in Veronika Angel, strokovnjakinja, analitičarka iz Firenc, iz Evropskega inštituta v Firencah, ki pravi, najprej mora imeti Evropa svojo razvojno strategijo, strategijo razvoja Ukrajine in potem neko svojo vizijo ali pa perspektivo, kako bi izgledali ali pa bodo izgledali odnosi z Rusijo čez 10-15 let. Se pravi, vključno z reparacijami, rekonstrukcijo, postavitvijo Ukrajine na noge in potem, jaz mislim tudi gotovo z odgovornostjo za vojne zločine. Brez tega, mislim, tukaj ne bo bližnjic. Ruski mednarodni pravniki so bili nekoč eni od glavnih tvorcev Nürnberškega sodišča, mednarodni pravniki po drugi svetovni vojni, ker so prav oni predlagali, da morajo biti procesi. Čisto kot zanimivost, ne. Tako da tukaj ne bo bližnjic, ne bo prostega free passa, ne. Zato in potem, ne, je pa zelo pomembno to, kar pač Zahod stalno počne, češ, vi se boste razvili tako, kot mi želimo, ne, zato da boste, ne, da bomo mi zadovoljni z vašim razvojem, pa naše multinacionalke, ne. Ključno je, katerikoli razvoj prej omenjenih držav BRICS mora biti tako, da predvsem omogoča razvoj, perspektivo, prosperiteto, emancipacijo svojega prebivalstva, lastnega prebivalstva, lastnega podjetništva, tehnološkega potenciala in ne nekaj takšnega, kar bo potem pogodo ali pa primarno všeč zahodnim multinacionalkam. Kako to doseči, je pa spet vprašanje res novega razvojnega modela, o čemer govorimo skozi tole predavanje. Zdaj, čisto na koncu, ja, Evropa mora tudi znati, ne, se izogniti dvojnim standardom, ne, 20. paket sankcij, ne, ki mislim, da so zdaj, ne, realno v bistvu res delujejo, ne, ampak na drugi strani, ne, sankcije za vse kršitev mednarodnega prava na Bližnjem vzhodu jih ni, ne. In tukaj bo morala Evropska unija, če bo hotela ostati kredibilen akter, najti pravo ravnotežje. Sicer izgublja kredibilnost, pa tudi mislim, da svojo vlogo v mednarodni skupnosti, tudi na svojo škodo, ne. Ker Evropa ima pač ta problem, poleg dragega poročila, da je tudi zelo singularno usmerjena zgolj na, kar je razumljivo, ker je najbolj okupira ukrajinska vojna, ukrajinsko-ruska, ne, agresija Rusije na Ukrajino, z tem pač podporo in iskanjem morebitne poti ven. In potem se nekako popolnoma pasivizirala, ne. Tukaj se pa strinjam z Marjem Dragim, ki je rekel, da je Evropska unija bolj gledalec kot pa akter v mednarodnih odnosih, mednarodnih razmerih. Tukaj pa Evropska unija mislim, da čaka v prihodnje, ne. Zdaj ne bom več imela izgovora zaradi Orbana, ne, češ da je on tisti, ki vse blokira. Mislim, da se bo lahko ali pa se bo morala bistveno bolj pokazati. In mogoče še zadnja stvar, ne, EU, Kitajska. Da oba bloka si prizadevata za stabilnost, za multilateralne institucije, ampak povedal sem, da se ravnotežje tukaj zelo hitro spreminja, ne. In če je bila Evropa, zlasti zaradi Nemčije, zelo velik, ne, ustvarjalec velikih trgovinskih presežkov, še pred nekaj leti se je to popolnoma spremenilo. Evropa je velik uvoznik, velik deficit ustvarja trgovinski, ne.
v zelo, zelo kratkem obdobju. In jaz mislim, da bo to zelo, kako se lahko Evropa nasloni na Kitajsko, težava. In tudi sam sem bil v Šanghaju, ne, na Kitajskem praktično delajo vse sami. Oni so se tako razvili, ne, in na vseh možnih segmentih gospodarstva, storitev, da so oni sposobni delati praktično večino proizvodov sami. Sem gledal Šanghaj, kaj bi lahko slovenska podjetja tam naredila, govoril sem slovensko antrašeko tam, bili so močni slovenska delegacija, vedno teže, Šanghaj bo še posebej težko prodirati, ker je res izjemno razvit, izjemno napreden, vse, praktično imate vse, kar potrebujete in to v izjemne kakovostnih, ne, storitvah, proizvodih. Tako da iskati niše, ne, na Kitajskem za evropska gospodarstva bo prej, ne, vedno teže. En Volkswagen, vemo, da ima v Hebeju, ne, ima svoj največji center, mislim, da milijarde vlaga tja, ne, in bo v bistvu ustvarjal, produciral kitajski Volkswagen, da bo s tem pravzaprav nekako uravnotežil pa prestrukturiral na nemški Volkswagen. Nekaj tega se da, gotovo so sodelovanje na solarnih, na obnovljivih virih. Kot vidimo, Slovenija zelo dobro stoji tukaj zaradi Kopra, ne, ker je zelo velik prtovor in tukaj imamo, ne, kar nekaj komparativnih prednosti. Ampak gledajte, če bo karkoli se tudi zaostrilo na relaciji Zahod, Kitajska, bi treba imeti tudi to v uvidu, ne, da ne bo to takole zelo samo po sebi umevno enostavna zgodba. Vedno bo potrebno razmišljati tudi o vseh možnih tveganjih. Živimo v času velikih geopolitičnih, geoekonomskih, geostrateških pretresov, ni še da sodelovanje, da iskanje boljših struktur za ne, bolj uravnoteženo, bolj vključujoče mednarodno sodelovanje vsekakor da. Hkrati pa mislim, da Evropa mora predvsem znati prestrukturirati in tudi zato ima vse možnosti svoj trg, 450 milijonski trg, kjer mora izboljševati pogoje, dvigovati v bistvu kupno moč prebivalstva, tudi v Nemčiji je prešibko, da bi lahko zagnala v resnici to, čemu reče tale, tudi francoski, ne, Nobelov nagrajenec za ekonomijo, Philippe Aghion, endogenous growth. On sicer ni dobil zaradi tega Nobelove nagrade, ampak teorija notranje rasti, predvsem temelječa na trgih, na krepitvi lokalnih trgov, regionalnih trgov, tega delamo bistveno premalo. Če boste tukaj izboljševali tako povpraševanje kot podporo za razvoj majhnih, srednjih podjetij, infrastrukture, javnih, bistveno večjih sredstev za R&D, lahko tudi Evropa napravi v bistvu to, kar dela zgolj samo 1/3 Evrope. S tem bi jaz tukaj končal in se vam zahvalil za vašo poslušanje. Hvala lepa. Ja. Ogromno iztočnic za razpravo. Zares, takoj se človeku utrnejo mnoge zamisli. Mimogrede bom omenil to, da je premier Sanchez, španski, včeraj opozoril da Evropsko komisijo, da je treba reagirati v razmerju do situacije na Bližnjem vzhodu. In to je dal rok 48 ur, dvomim, da se kaj zgodi v 48 urah. Samo par drobnih komentarjev. O reformi Bretton-Woodskega sistema se govori, odkar jaz spomnim. In se ni zgodilo praktično nič. Seveda, zato sem pa prej omenil, ta neoliberalni sistem je omogočil vzpon tistim, ki so bili v posesti visokega znanja. In to so Kitajci dokazali. No, dve stvari še. Včeraj sem si pogledal rast, letošnjo napoved bruto nacionalnega proizvoda, in sicer jaz vedno uporabljam nacionalni proizvod glede na kupno moč. In sicer največji vzpon, ki ga lahko tukaj iz leta, tukaj imam podatke za leto 2023, na letošnje leto je ravno Kitajska, oziroma Kitajska in Indija.
Recimo Kitajska 32.900 tisoč milijard, bi naj letos ustvarila za 43.490 tisoč milijard. Indija, neverjetno spon, s 13 tisoč milijard na 19 tisoč milijard. To je strašanski vzpon. Japonska je že daleč odzadaj, tudi Nemčija. Zanimivo pa je podatek, ki me je pa presenetil, da je ruski bruto proizvod glede na kupno moč bil 2023 5 tisoč milijard in naj bi bil letos 7,340 tisoč milijard. Neverjetno. Je pa seveda tudi tukaj Francija naj bi prehitela Veliko Britanijo v letošnjem letu. Torej, to so cifre najnovejše. Seveda, to po nekih ugotovitvah OECD-ja naj ne bi predstavljalo več čisto točne situacije v teh državah. No, bi predlagal, da se odpremo razpravo, da ne bom jaz tukaj preveč govoril. Prosim, kdo bo se prvi ojunačil? Ne. Vse je tiho. No, pa bom pa jaz še eno stvar povedal. Namreč pred kakim mesecem dni je Akademija za sonaravni razvoj imela en posvet in tam sem jaz v uvodu povedal tole. Evropska unija je zanemarila avtonomijo na finančnem področju in avtonomnem razvoju spletnih tehnologij. Jaz mislim, da to drži. Pa še kje? Zanašajoč se, da mednarodni dogovori držijo, še posebej za ZDA kot ekskluzivno zaveznico. Ameriške družbe imajo skoraj popolni monopol nad kartičnim plačilnim sistemom, ki generira bilijone dolarjev prometa, bilijone, in ustvarja milijardne dobičke. Seveda, davek od teh dobičkov se steka v ameriški proračun. Zdaj pa, kaj je pri tej zgodbi zanimivo? Eden prvih znakov manjšanja od te odvisnosti in odlivanja sredstev iz Evrope je evropska digitalna denarnica, poimenovana Vero, W-E-R-O, ki posega v ameriški finančni monopol. Ta namreč ima že 46 milijonov uporabnikov v 13 od 21 članic evrocone. Zakaj to berem? V tem dokumentu, ki je bil objavljen na Euronews, sta dve avtorici analizirali to situacijo in napisali sledeče. Evropska centralna banka je nedavno opozorila, da če izgubimo kontrolo nad našim denarjem, izgubimo kontrolo nad našo gospodarsko usodo. S tem se odrečemo ključnemu atributu suverenosti. No, ta tako zvana evropska digitalna denarnica je nastala pred enim letom pa pol. Se pravi, vsa ta leta se ogromni
finančne zneski zlivajo v ZDA preko v letu 2023 je šlo znašal promet 4700 milijard dolarjev samo za Mastercard in Vizo. Toliko samo v tej razpravi o strateški avtonomiji. Samo ilustracija, kje smo s to rečjo, in nenadoma je moral priti, ne vem, na oblast Donald Trump, da je do tega zavedanja prišlo. Ne vem, morda vaš komentar. Jaz bi se, zanimivi podatki, zanimive ugotovitve. Tudi zanimiva teza je, da je pravzaprav Trump največ napravil za razvoj evropske strateške avtonomije na dolgi rok. Stvari ne bodo šle hitro, enostavno in jaz mislim preveč parcialno. Zdaj, kar se tiče financ, meni se zdi, da je največji izziv v evropskih financah boljši zagotavljanje dostopa do evropskih startupov, do potencialno tehnološko inovativnih podjetij po vsej Evropi. Za mlade podjetnike, propulzivne podjetnike, mislim, da bi morali tukaj biti bolj inovativni v smislu institucionalne inovacije. Kaj imam v mislih? Mislim, da je bila institucionalna inovacija vzpostavitev javnih skladov tveganega kapitala na regionalnih ravneh, skupaj s podpornimi centri, ki bi omogočila boljši dostop mladih podjetij, podjetnikov, podjetnic do kapitala, do equity, kapital, ne samo do pač posojil, in tudi do ustreznih podpor za poslovne načrte, podpore mogoče pri managementu, know-how, pri tehnologijah, vse tisto, kar spremem, da je nova industrijska politika, kjer mislim, da Dragi tega ni artikulira, da je sodobna industrijska politika pomeni pravzaprav aktivno strateško partnerstvo javnega in zasebnega sektorja, ampak na decentraliziran način, ne nujno s postavitvijo državnih podjetij, ampak v podpori na regionalnih, lokalnih ravneh k bolj inovativnim praksam, kjer je v bistvu vloga javnega sektorja je, da diseminira znanja, da je najpomembnejša ena od stvari, ki bi lahko država počela pri sodobni industrijski politiki, ki ni toliko vprašanje subvencij, državnih pomoči, temveč da lahko država vstopi v najbolj napredna podjetja, najbolj razvita tehnološko, menedžersko sodelovanje zaposlenih timov in tako naprej. In ta znanja, te prakse prenaša na stagnirajoči del gospodarstva. Tisti, ki se ukvarja s tradicionalnimi načini proizvodnje, tradicionalnimi metodami upravljanja, tradicionalnimi metodami hierarhije med managementom, zaposlenimi in trgom, in bi lahko na ta način veliko bolj inovirali. In tukaj skladi tveganega kapitala, večji, širši dostop do financ, prebivalstva, mislim, da bi igral pomembno vlogo, zato ker tudi Evropa, tega, kar Dragi ne pove, recimo ECB je dolga leta obrestuje devizne rezerve bank. Največje evropske banke živijo od tega, da jim Evropska centralna banka plačuje obresti na rezerve in ustvarjajo velikanske dobičke, vključno z našimi bankami. In ta denar je v resnici razvojni kapital, ki bi moral dolgoročne razvojne investicije v javne in zasebne investicije, v močnejši podjetniški preboj. In to se mi zdi pomembnejše kot vprašanje bančnih kartic. Gotovo se lahko tudi tukaj inovira, izboljšuje, je veliko prostora za bolj inovativne napredne finančne produkte, ampak samo če razumemo, da je ta svet financ v celoti skoraj izoliran, izločen od realnega sektorja in od priložnosti, ki se ustvarjajo, in povezljivost, večja povezljivost skozi institucionalne inovacije, ki bo ponovno okrepila podjetniško aktivnost, realni sektor, tudi storitveni sektor, mlada podjetja v teh bolj izločenih pravzaprav evropskih regijah, skupnosti je tista, ki bi morala biti prvi fokus. Dragi kot bankir centralne banke je veliko napravil, hkrati pa to, kar tudi njegovo poročilo gre v še večji koncentraciji in še večjem ustvarjanju velikih evropskih bank, ki pa še najmanj financirajo malo podjetništvo. In srednja in majhna podjetja, ki so pa v resnici motor
celovitega, širšega, gospodarskega, inovativnega, družbenega razvoja po vsej Evropi. In to je tisto, kar manjka, to je tisto, kar je delal svoj čas Roosevelt. Pa se je precej pozabilo tudi v ZDA, tudi v Evropi, in ta koncentracija pravzaprav izčrpava sredstva za relativno privilegiran, zavarovan napredni del evropskih družb, elit. Zato tudi populizmi, podobno kot ZDA. Tudi na Kitajskem imamo državno podjetje, nekaj teh miks podjetij, Huawei je eden iz njih, z bolj ustvarjalno, bolj inovativno pravzaprav lastniško strukturo, pa velik del izločenega prebivalstva. Brez socialnih politik v ZDA, na Kitajskem ravno tako. Ne? In pa tudi za mlade je zelo težko dobiti službe. Mladi na Kitajskem ogromno študirajo, si upam reči vse toliko ali bistveno več kot pri nas. Vlagajo v svoje izobraževanje od mladih let, ogromno vlagajo in zelo težko, zelo majhen del v resnici dobi dobre službe. In kjer je konflikt, vgrajen to, kar piše Danny Rodrik, če boste prebrali njegovo zadnjo knjigo, Razvojni ekonomist na Harvardu, turškega porekla, ima svetovno perspektivo, pravi, da je danes najtežje ustvarjati kakovostna delovna mesta za mlade v ZDA, v Evropi ali na Kitajskem. Zato pravim, da so neravnoteže podobne, vgrajeni konflikti podobni in zato iščemo nov model, takšen, ki bo bolj decentraliziran, ki bo širil te priložnosti dobrobiti izven tega privilegiranega, koncentriranega sveta. In to iščejo vsi modeli iščejo. V ZDA je uspeva, v času Bidena je bila ravno tako še naprej deindustrializacija poteka v ZDA točno v tem, zato se tudi Trump raje ukvarja z mednarodno politiko konflikti, ker je v njegovi carinski ukrepi so popolnoma spodleteli, vse nasprotno tistem, kar je napovedal, in podobno velja tudi v Evropi, je tudi izziv, razen teh najbolj naprednih regij, pa tudi na Kitajskem, razen tega obalnega dela Kitajske, notranjost Kitajska je razen posameznih teh res vrhunskih centrov, to so otočki naprednih, kjer je pa znotraj pa še vedno ogromno izločenega prebivalstva in to je tisto, kar mora znati nasloviti vsi tile velike sile gospodarske, družbene, če ne bodo se ti socialni konflikti, pa tudi družbeni politični prihodnje poglabljali. Prosim, Mirko Cigler. Najlepša hvala za ta odličen uvod oziroma oris trenutnega stanja. Veliko ste referirali na Draghija, bolj v tem njegovem klasičnem poročilu. Meni se zdi, da je Draghi tudi v tem svojem nastopu ob podelitvi častnega doktorata v Lovenu imel malo drugače fokusirana sporočila. Eno se mi zdi najpomembnejših je bilo, da je Evropska unija globalno, strateško zares relevantna tam, kjer je uspela federalizacija. Torej, v tistih delih, kjer se je ona federalizirala, tam je dejansko strateški faktor. In seveda od tu naprej pledira, da se tudi na tistih področjih, ki so tradicionalno se smatrajo nacionalni prerogativi, da bo potreben politični preboj, ki edini omogoča, da bi v resnici Evropa zares postala strateški partner ostali veliki trojici. Torej, ta trojna struktura neke nove globalne ureditve, ameriško-kitajsko-ruska, če želi Evropska unija postati tu četrti igralec, bo morala v svoji politični strukturi odločanja se federalizirati. Pa me zanima vaš komentar na to. Še zbiramo kakšno vprašanje? Ja, če še morda na to temo. Hvala, profesor, za predavanje. Ampak recimo glede širitve, zdaj prihodnje in naprej, že zdaj imamo težave, recimo speaking with one voice, kar se tiče skupne zunanje varnostne politike navzven, torej 27 različnih, kaj bo šele potem, recimo nas bo 36, pa še celo več. Vaše mnenje, kaj vidite recimo na tem področju, na kak način s tem nadaljevati? Hvala.
Skusimo tole, pa bomo potem mogoče še kakšen krog naredili. Ja, res, hvala za to. Ja. Še No, veleposlanik Kunič. Jaz se bom, hvala za to odlično predavanje. Govorili ste o strateški avtonomiji Evrope ali pa Evropske unije. Ampak zdi se mi, da tukaj različno razumemo to strateško avtonomijo. Severnjaki razumejo predvsem odpor proti Rusiji ali pa strah pred Rusiji. Nekateri drugi jo razumejo, kot da bi bili bolj samostojni in imeli več vpliva na sploh, tretji bi imeli pa več strateške avtonomije napram Združenim državam Amerike. Torej, v katero smer pa naj bi po vaše ta evropska avtonomija, strateška avtonomija lahko šla? Namreč, zdi se mi, da pa je ena osnovnih strateških usmeritev Združenih držav Amerike od druge svetovne vojne naprej, da se Zahodna Evropa in Rusija ne združita v neko celoto. In vedno se je zelo pazilo, če zelo precizno gledamo vse aktivnosti, da ne bi prišli tukaj skupaj, zato ker Rusija in Evropa skupaj bi bili pa v vseh pogledih močnejši od Združenih držav Amerike. Zato se to pazi in kako vi vidite, v katero smer naj bi potem šla ta strateška avtonomija. No, zdaj pa že dovolj. Ja. Mogoče bi Ja, prosim, ime povejte. Ja, Maš Kovač. Maš Kovač. Hvala. Govorite o strateški avtonomiji, ne? Kaj vse tukaj zaobsega? Recimo, je Evropska unija na področju svetovne tehnologije, ali ima v svoje oblake in v oblakih svoje podatke, ali outsourca? Kaj to pomeni za kritično infrastrukturo in vse ostalo, ki je v Evropi, ne? Veliko. Ja. Poskušal, kolikor bom lahko, odgovoriti na ta res zelo tehtna, zelo zahtevna vprašanja, ki verjetno bi zahtevala, ali pa bomo še nadaljevali tudi skupaj razmišljati o njih. Glejte, vprašanje federalizacije, zelo zanimivo, zelo pomembno in zelo pogosto omenjeno. Jaz to spremljam razpravo nekje v času konvencije o prihodnosti Evropske unije, ko smo sprejemali ustavo Evropske unije, spodletel projekt in potem naprej pogodbo, Lizbonsko pogodbo kot nekakšen nadomestek tega. Zdaj, federalizacija v Evropi je zahtevna razprava, konceptualna zato, ker imamo v Evropi države članice, ki imajo dolgo zgodovino federalizma, imamo tudi države, pomembne članice, ki nimajo sploh tradicije federalizma in popolnoma drugače razumejo koncepte federalizma, unitarnosti, supranacionalnosti, nadnacionalnega federalizma ali pa nadnacionalne zveze držav. Tako da že čisto pojmovno je že bilo od nekdaj veliko razprav na to temo, Francija, Nemčija in tako naprej, Italija. Ampak jaz razumem, gledajte, federalizacija, obstaja še ena druga stvar. Federalizem obstaja klasični federalizem v zgodovini ustavnega prava, primerjalnega ustavnega prava. Potem imamo kooperativni federalizem, kjer center sodeluje z federalnimi enotami na bolj partnerski način, bolj enakopraven način, kjer je velik poudarek na strategijah, ki prihajajo bolj od spodaj navzgor. Ne v smislu centraliziranega birokratskega federalizma, kjer evropski tehnokrati vam iz Bruslja diktirajo tempo razvoja, načine, pravila, ki niso prilagojene, prirejene za raznolike evropske regije, skupnosti z različnimi tradicijami, z različnimi primerjalnimi priložnostmi, z različnimi situacijami. In ta kooperativni federalizem bi pomenil stalen pretok informacij, sodelovanja, razprav, da bi uskladili pravzaprav prioritete, potrebe različnih lokalnih skupnosti, njihovega razvoja z nekim celovitim razvojem in skupnimi standardi. Hkrati bi bili, tisto, kar je slogan Evropske unije, enotni v raznolikosti. In to ne zgolj na papirju, ampak v institucionalnem in razvojnem smislu.
In potem imamo še eno bolj napredno teorijo, ki gre z roko v roki z vključujočim ekonomijo in institucijami znanja, je pa eksperimentalni federalizem, kjer bi lahko posamezne enote znotraj članstva v Evropski uniji lahko imele svoje ideje, svoje pobude, svoje institucionalne inovacije, ki bi odgovarjale lokalnemu prebivalstvu, podjetnikom, civilni družbi, različnim družbenim segmentom. In bi se na ta način druga od druge pravzaprav učile evropske regije. Ne? Enkrat se učimo inovacije od Baskije, drugič od finskega naprednega modela izobraževanja, transparentnih institucij, inovativnih politik. Se pravi, imamo veliko večjo raznolikost, ki omogoča veliko več iniciative in sodelovanja, participacije celotnega prebivalstva, ki participira tako pri oblikovanju politik, pri skupnem artikuliranju razvojnih strategij, od spodaj na zgor, in pri tem sodeluje z centrom, da se ne zmanjšujejo skupni doseženi standardi, delovnopravni, okoljski, socialni, davčni standardi. Eno od velikih tem v Evropski uniji so davki, kjer še vedno ne so blokirani. Irska tukaj pridobiva izjemno velika sredstva, ker ustvarja nekaj izjemno veliko davčno ugodni tretma za ameriške multinacionalke, ki ne plačujejo ne ameriškim davkoplačevalcem, ne ameriškemu proračunu, velikanskih milijardnih dobičkov, ne evropskemu proračunu. Čeprav ustvarjajo dobičke na evropskem trgu in na ameriškem trgu, izgubljamo tako evropski prebivalci kot ameriški prebivalci. In tukaj so multinacionalke in tudi Irska veliko bolj spretni. Irsko včasih damo kot dober zgled, včasih pa tudi kot slab zgled. A vidite? In vprašanje federalizma je načina in model razvoja. In skupnih pravil, da ne bo izigrava, da ne bo socialnih dumpingov, okoljskih dumpingov, davčnih dumpingov. Free riderstva, če hočete. Tiste, česar se tudi Nemčija, po mojem, upravičeno boji. Skratka, potrebujete kakovostne institucije, vladavino prava, spoštovanje pravil, hkrati pa imate avtonomijo. To jaz razumem pod avtonomijo strateško. Možnost inoviranja, participiranja, sodelovanja v novih priložnostih, v novih idejah. Tistega dela prebivalstva, vseh različnih, da bi lahko na nove različne načine proizvajali, izvajali storitve, razvijali lokalne trge, izboljšali lokalne tudi potrošništvo, položaje, vlogo civilne družbe in tako naprej. Ne. To je za mene eksperimentalni federalizem, ki bi mogoče lahko deloval tako za unitarne države, kot za Bruselj, v tem moderiranju. Jaz mislim, da sklad za okrevanje in odpornost je zelo pomemben poskus, zelo dober poskus, ki ga mogoče tudi pri nas še nismo znali dovolj dobro izkoristiti. Tudi nismo bili dovolj v njega dobro vključeni in mislim, da se tam kar velika izgubljena priložnost, ki se bo zelo težko vrnila. Pri krepitvi zdravstva, digitalnih tehnologij, to so bila velika sredstva. Še nekaj jih še ne razpolaga, ampak imamo premalo startupov iz tega ven. Premalo izboljšav v zdravstvu gotovo so, nove institucije, infrastruktura, nekaj se je izboljšalo, ampak vidimo tudi človeški faktor je tudi zelo pomemben pri stalnem usposabljanju, izobraževanju, to so ti procesi trajajo, načrtovanja zdravstvene politike so na 5-10 let, veste, kako dolgo traja, da dobite izkušenega, dobrega, kakovostnega zdravnika družinske medicine, koliko sredstev, Če grem v Avstrijo, sosedno ste ga izgubili, morate biti vse kompenzirani nazaj, skratka, veliko je tega, Ful pomembno vprašanje federalizma, kakšen je, ja, Dragi ima tukaj prav, ampak Dragi kot premier pa tega ni razumel tako dobro v Italiji. Njegovi reformni predlogi so bili zelo neoklasični, takšni, kot se jih je učil, v 70-ih letih, pa je delo pri Nobelovcih, ampak njegov nabor tistih 70-ih ukrepov je bil zelo takšen, laissez-faire, In tukaj Italija je sama bolj napredna. Emilia Romagna, to so regije, ki so izjemno kakovostne, izjemno napredne. Piemont ima še vedno tekstilno industrijo v vrhuncu svetovne. Kako jim to uspeva? To je tisto, kar bi moral Dragi znati podeliti, živilsko predelovalna industrija. Vse ni vse high-tech. Včasih morate delati tudi kakovostno živilsko predelovalno industrijo doma. Kakovostno tudi povezavo z okoljem, z vsemi ostalimi viri. Ni vse Je tudi digitalizacija, je precizno kmetijstvo, je napredno kmetijstvo, zato so stalna izobraževanja, mladi kmetje, prevzemniki in tako naprej. Ful pomembni, ničesar ne spuščamo iz rok. Napredno ekonomijo znanja je tudi kmetijstvo, podeželje, okolje, vse to. To je za mene federalizirana Evropa, ampak v nekem produktivnem smislu, ne v birokratskem, tehnokratskem, tega, kar suverenisti upravičeno kritizirajo v resnici. Nimajo svoje strategije pa ideje.
vizije, ampak demokratični eksperimentalizem kot sodelovanje, aktivno partnerstvo v lokalnih okoljih, 270 evropskih regij, da se prestrukturira, postavi na noge in da se uči od najbolj razvitih regij. Na Finskem še vedno proizvajajo 70% ledolomilcev, najbolj kakovostnih, najbolj naprednih ledolomilcev dela Finska. Je proizvodna, je energetsko potratna, izjemno know-how, tehnološki vite. Evropa zna veliko več, kot se mi včasih tudi pri nas zavedamo, pa sledimo. Samo tako, ok, v federalizmu, EU širitev, ja, brez kakršnih koli novih, mislim, da ne bo kakšnih trojanskih konjev v obliku novih Orbanov. Je prva stvar, skratka, standardi, vladavina prava, avtonomija institucij, brez kakršnih koli popustkov do kogarkoli. Transparency International glede korupcijskega indeksa mora biti na bistveno višji ravni in to tudi pomeni participacijo ljudi, odprtost, priložnosti za vse, ali je to Bosna in Hercegovina, ali je to ne vem, Črna Gora ali Kosovo, ne, pomeni, in ko bo ta moment, tega momenta, ne, vladavine prave ne bodo uvajali v države regije, zato ker jim to Bruselj zahteva od njih, ampak zato ker je v interesu prebivalstva. Študentov v Srbiji je v interesu, da imajo delujoče, transparentne, kakovostne odzivne institucije, ki se odzivajo na razvoj. Ne zato, ker Bruselj hoče v poročilu to napisati. Ko bodo to razumeli, se bodo tudi, po mojem, institucije začele drugače spostavljati vladavine prava, pravosodja. To so zelo težki mehanizmi. Delujoče tožilstvo, kakovostno, ne? Če imamo toliko organiziranega kriminala v regiji. Ne, ogromno je tega, ne? In je potrebno pravosodje v celoti na bistveno višjih ravneh spravljati, v našem skupnem interesu, ne? V vsej regiji, ne? In to je po mojem, ne, EU širitev in potem tudi vprašanje, ja, gledajte, veto, jaz mislim, da ni nujno, da vedno Evropa govori z enim glasom. Prej smo lepo imeli Sančeza. Včasih je dobro imeti disonantne glasove, če imajo konstruktivne, dobre ideje, ki malo povleče naprej, včasih je dobro, da se Slovenija oglasi, kadar ima zelo tehna mnenja. Jaz mislim, da ne, moramo vedeti svoje ne, položaj, ampak iskati neko kredibilnost, kontinuiranost in graditi svoj kapital. Lahko smo tudi proaktivni. Moramo imeti svojo pozitivno vizijo v EU in tudi v svetu. In potem v tem primeru bi bilo smiselno razmišljati. Vsekakor 35 soglasij je zelo težko, recimo, hipotetično dobiti, ne. Ampak jaz bi nekaj ohranil, ne. Nekdo bi še vedno v končni fazi lahko uporabil veto, če bi bilo za neko zelo kredibilno, zelo prepričljivo, pravno, ekonomsko, socialno, mednarodno načelno stališče, ki bi lahko zagovarjal. Zdaj se zlorablja veto. Ne? Velikokrat kar takole, ne? Za neke res čist poslovne interese, kakšnih interesnih skupin, krogov in to naprej. In to je zloraba veta. Tako da jaz bi iskal ravnotežje, jaz nimam boljše ideje tukaj. Ja, vedno težje bo. In tudi komisija mora ohraniti neko svojo vlogo zagotavljanja poštenih pravil za vse, hkrati pa mora biti bolj, po mojem, tukaj tudi sama bolj, mislim, Evropska komisija ni tako malo napravila v primerjavi z Barrosom pa z Junckerjem. Jaz mislim, da včasih se preveč podcenjuje tudi, ne. Ampak je treba opozarjati na davčne oaze, po mojem zelo koherentno, zelo načelno, da morajo tam več napraviti ali pa še jih podpirati. Tudi Evropski parlament je lahko zelo pomemben sogovorec, ki je zdaj po mojem preveč pasiven vizavi Evropski komisiji. Mogoče v prejšnjem mandatu je bil bolj, da je omogočil spremembo fiskalnih pravil, ki so omogočila več prostora za države, kakor tudi sklad za odpornost in okrevanje, zelo pomemben, ne. Tako da jaz bi iskal še naprej ravnotežje. Evropska unija ne bo nikoli delovala tako, da boste imeli enega samega tam lidera, ki bo potem postavila pravila in se postavil nasproti, ne vem, obema velesilama in bomo mi potem, ne vem, kaj to opazovali. Jaz mislim, da bo Evropa vedno bolj zapletena tukaj. Mehanizmi, ampak ima svojo logiko. Supranacionalni načini odločanja, participiranja. To so tiste, zaradi česar pravzaprav ne Trump, ne Putin ne marate Evrope. Ne? Težko jo prenašajo, ne, tudi je lažje pritisniti multinacionalke, če imate enega, ne. Če imate pa delujoče institucije od Evropskega sodišča, Evropske komisije, boste pa težko, ne, Google zlobirali ali pa Facebook, da bodo ne vem kaj ustvarili, znižali standarde digitalne, ne. Mislim, ne, ok. Tako da, to je zelo je delikatno vprašanje vse smeri. In zdaj, strateško avtonomijo, v katero smer? Jaz mislim, da smer je spet, jaz bi rekel, kvalificiranega globalnega pluralizma. Ne? Gotovo se tudi zavezništva na nek način na novo premišljajo, povsod.
so zgodovina, je tukaj, gledajte, tukaj je 4000, 5000 milijard ameriških investicij v Evropi, ne, ki gotovo, ne, tudi ameriških multinacionalk, ne glede na to, kar govori, ne, sedaj, predsednik, v bistvu ne bi bilo na ta način, ker je to v bistvu, to so skoraj da skupne multinacionalke, kjer je pa vprašanje, da 5 pravzaprav ljudi kontrolira celotno področje umetne inteligence na svetu. In vsi ti so zelo problematični. Ne, tako da Evropa ima vse tukaj nekaj, bo poskušala regulirati, nekaj nadzorovati, ampak jaz mislim, da je potrebno tudi reči te modele. Takšna koncentracija moči vpliva v rokah tako malo ljudi na tako pomembni tehnologiji. Mislim, da je potrebno to razpršiti na več podjetij, na več, ne, akterjev. To ne more ljudi mislim, tudi, ki nimajo ravno zelo izpričanega, ne, demokratičnega, ne, zavezanosti v globalne, je ta ravnotežja, ne, in tudi ta koncentracija je zelo problematična. Tukaj bi jaz bolj razpršil, ne, v vse smeri, ne. Tako da kam se obračati, ne, gotovo je vprašanje. Jaz mislim, da ta smer, ne, sodelovanje z Mercosurjem je dobro, je pa treba tudi vedeti, da medtem ko je EU, Mercosur je trajalo pogajanje 25 let, vmes je v bistvu Kitajska postala že največji trgovinski partner Brazilije in danes Evropa razmišlja, kako bo izvažala svoje avtomobile na brazilski trg zaradi boljših, ne, pogojev po Mercosurju, vmes pa je, ne, je v bistvu tudi Brazilija prehaja na električne avtomobile in BYD postaja tam ključna, ne, tovarna. Ampak, ne, še vedno mislim, da lahko tudi Evropa, ne, katero smer, tista smer, ki bo krepila okoljske standarde, ki bo krepila delovnopravne standarde, socialne razlike, ne, zmanjševala in ki bo omogočala demokratično prosperiteto vseh. Jaz mislim, da tam mora biti Evropska unija. To pomeni neka globalna zavezništva. Jaz ne upam reči, katera, ne, v katero smer točno, ampak jaz bi iskal liberalne, napredne, ne vem, kroge v ZDA, ki so včasih večji podporniki v Evropske unije kot mi sami kdaj, ali pa smo bolj zadržani, skeptični, ne, kot so oni. Oni vidijo danes priložnost, ne glede na to, ne. Amerika, 250. obletnica Ameriške republike v zelo slabi situaciji, ne, v demokratični v tem trenutku, ne, proslavlja, ne, išče nove demokratični zagon. Zoran Mamdani in tako naprej. Veliko zanimivih iniciativ, tudi v Ameriki se dogaja, ne. Nobenega ne smemo hitro, ne. Biti niansiran, hkrati pa jaz sem omenil, da ruska civilna družba, ne, imeli smo ta zanimivo, ne, gostovanje Ilje Jašina, njegovi pogovori, ne, vidimo, da je Rusija veliko več kot Kremelj. Ne, vedno je bil, ne, mi smo v glavnem Rusijo gledamo skozi oligarhe in smo jih lepo, ne, Evropa sprejemala, jih tukaj čestila in dajala davčne oaze. Rusko prebivalstvo tega ni dobro sprejemalo, zato ker so bili sami še bolj obubožani in osiromašeni, ne. Ampak se jih je pa dalo še bolj izkoristiti proti, ne, sentimentu, proti evropskem. Kako to priti iz tega ven, tako globoko, jaz mislim, da bo to do generacije. Ampak niansirane to, ne, takole zdaj, ne, bomo malo, ne vem, se tam srečevali in takole ad hoc, tukaj ne bo bližnjic. Bo potrebno zelo dobro razumeti. To bo izjemno veliko negativnih sentimentov po vseh teh, ne, zelo težko. Skratka, išče pa Evropa še vedno, ne, smo že zelo globoko zabredli vsi skupaj, celotna mednarodna skupnost išče, jaz bi rekel, ta napredna Evropa, ne, tista, ki ima zdaj srečanje v Barceloni, pa še marsikje drugje. Poglejte, mislim, razmišljanja tudi papeža Leona 14. so izjemno odprta, ne, jaz mislim, da je to res prav, ne, res lucidno, ne, govoriti, kaj so pravične vojne, katere so nepravične vojne, na zelo niansiran, zelo doktrinarno, pa tudi, ne, mednarodno pravno niansiran način, to je velik prispevek, tako da nikogar ne bi odpisoval, iščemo pa res tudi v, ne, Sredozemlju, Srednja Azija, podsaharska Afrika, veliko teh akterjev. Evropa je tukaj statična in to, ne, tale Vali Nasser, ki velja za enega glavnih, ne, doktor Kunič ga odlično spremlja, ne, tudi od njega smo se veliko naučili. On pravi, ne, Iran danes ni isti, kot je bil Iran leta 2004, niti ne leta 2020, to je nova družba, tudi to niso statične družbe. Tudi mi imamo včasih ta evropski, res eurocentrični pogled, ne, pokroviteljski, ampak ostale družbe ne stagnirajo, delajo zelo veliko. Vlagajo sami v podnebne spremembe, v izboljšanje stanja. Vse je tudi posod, drugod je veliko težav. Od res lokalne korupcije do velikih konfliktov, do vsega, ampak ne smemo pa hkrati spregledati pa tudi zelo veliko naporov, ki delajo nove generacije po različnih predelih sveta.
To bi bili naši zavezniki in to je tudi v našem interesu. Njihovo izboljšanje je naše izboljšanje prosperitete in njihovo izboljšanje prosperitete. To je potem, ne, obstaja ena knjiga, trgovinske vojne so v resnici razredne vojne. Trade wars are class wars. How global inequalities threaten global security. Michael Pettis, Matthew Klein, Michael Pettis. Zelo zanimiv ameriški avtor, Michael Pettis predaval ekonomijo v Pekingu, izjemno zanimiv avtor. In tole, ne, ste napisali res, kako vsi tile bloki ustvarjajo neravnoteže. Ok, tako da šele potem, ko to razumemo, iščemo, ne, tale je res, to, kar je Jean Tai predlagala, ta na srednjem razredu temelječa mednarodna ureditev. To so naši zavezniki. Na bolj inovativen, bolj ustvarjalen način, manj oligarhičen, kot ga poznamo posod po svetu danes. In še potem zadnje tehnologije, jaz mislim, da, ne, čeprav razumem z vašega, ne, v bistvu vi več veste, bolje poznate, ne, tehnološke, ne, prednosti, pa tudi pomanjkljivosti v Evropski uniji, so tudi, ne, jih je tukaj iz različnih razlogov, jih poskušamo razumeti, tukaj je gotovo Evropska unija zastala na nekih bolj tradicionalnih panogah. Tukaj imam Mario Draghi verjetno prav, hkrati pa imamo tudi izjemno tehnološko napredna podjetja, ki so pa tako imenovani skriti šampioni. Veliko, ne, naprednih podjetij tudi v Sloveniji, pa tudi v Evropi je skritih šampionov, ker nočejo imeti prevelikih težav, ne. V Ameriki je vse ne, se veste, ne, to je pač tudi nacionalni karakter, so ponosni, se radi pokažejo, ne, v Evropi pa, če ste zelo uspešni, ste malo bolj previdni pa zadržani, da ne boste imeli preveč problemov. Tukaj je ASML, nizozemski je, ne, vodilna za proizvodno, za v bistvu za proizvodno orodij za izdelavo, strojev, ultravioličnih, to so tehnologije na robu fizikalnih zmogljivosti, ne, ki omogočajo potem tudi temule TSMC-jev v Tajvanu proizvodno najbolj naprednih mikročipov, ne. Potem je Mistral, potem je, jaz mislim, da imamo veliko tehle šampionov, ki, ne, in se preveč ukvarjamo s tem, kako bomo mi neki evropski šampion Deus ex machina ustvarili. Jaz mislim, da je bilo boljše, da se tole, ne, da se celovito razvija, pol pa tele napredne biznisi bodo že našli svoje poti povezovanja, ne, to, kar zdaj pravi tudi nekdo pri BMW-ju, oni bodo našli te velike multinacionalke, bodo same našle poti, ki bodo poslovne smiselne, in pa potrebujemo celoten ta napredni ekosistem, institucionalni, tehnološki, finančni, menedžerski ekosistem za podporo vsem. Zato mora biti sodobna razvojna politika bolj agnostična do panog, kaj šele do ustvarjanja šampionov. In tudi, ne, velike multinacionalke imajo tudi svoje velike probleme. Ne vem, kje sem zdaj videl, Facebook na 1000 ljudi odpušča kar takole, ne, a veste. Morate imeti pa te mehanizme, kako boste tole, ne, kaj boste nove priložnosti ponudili, ne, to je samo, ne, veliki, ne, to je Mark Timbu, profesor antitrusta iz ZDA pravi, veliki, ne, samo ne koncentrirati prevelikih podjetij, ker boste imeli zelo velike težave lahko, ne. Ok. Ja, veliki Kitajci, tudi v Ameriki, Ja, ki vodijo ja, te zadeve. To je izjemno zanimivo, ne vem, kako zelo oni uspešni, povezani potem z matično državo. Ja, veliko ameriških patentov prihaja tudi strani kitajskih raziskovalcev v ameriških inštitutih, tudi to se slabi. To je mimogrede, to je velika priložnost predvsem za Kitajsko, ker je veliko se vračajo, pa tudi za Evropo bi rekel, da je kar ne, mora biti odprti tudi, ne, zavezništva. Odprta, ampak napredna. Brez izigravanj, brez, ne, nek fair play, to je pa zelo težko ohraniti, ampak to je stalno učeča družba, dinamična namesto statična. Vse predsednik te firme Nvidia je tudi Kitajec, ki je najnaprednejša firma za proizvodnjo. Še eno vprašanje vzamete? Seveda. Ok, še eno vprašanje, poprosim. Samo vprašanje, ok, Marjan Lekše. Ja, hvala za besedo. Jaz sem tole pozorno poslušal odlično predavanje in to društvo, ki odlično dela, moram povedati. In nekako pozabljamo, da je Evropa svoboden pretok blaga, storitev, ljudi in kapitala. To ne sme nihče izpustiti iz svojega fokusa. To velja globalno, evropsko in lokalno. Evo, to sem hotel povedati, tega ne smemo nikoli pozabiti. To je svoboda, to je vladavina prava, to je pravna država. To je to. Ja, hvala.
krasno ste to izpostavili, hvala, da to spomnite. Mislim, da je vredno vedno znova spomniti. To je tudi priložnost, ne, za mlade, predvsem, ki ne, imajo od Erasmusa do veliko priložnosti s tem. Hkrati pa so te svoboščine niso cilj sam po sebi. To so mehanizem, ki omogočajo večjo prosperiteto, več priložnosti, večje blagostanje za čim večji del prebivalstva. In to je potem končni. In zato pa potrebujete institucionalne inovacije, da boste te svoboščine povezali z vsemi temi razvojnimi iniciativami, strategijami, ki jih pa v tem trenutku prej primanjkuje kot dovolj. Je pa zanimivo, da ta svoboščina, tudi samo še zadnja stvar, ki bi omenil, tudi problem svetovne trgovine je, da maksimira pretok svetovne trgovine kot cilj sam po sebi. Zato je svetovna trgovina se od ustanovitve Svetovne trgovinske organizacije, kot je danes, več kot početverila, svetovni finančni tokovi so se bistveno povečali, ampak to ne sme biti cilj sam po sebi. Cilj je bolj uravnotežen, bolj raznolik, bolj vključujoč in trajnosten razvoj vseh udeležencev v trgovini. Zato potrebujemo tudi mehanizme, ki bodo znali uravnotežiti liberalizacijo, odprto trgovino z širitvijo priložnosti, mehanizmi za vse udeležence na bolj enakopraven, manj, bi rekel, hierarhično segmentiran način, kot ga poznamo danes. Hvala lepa. Ja, hvala lepa profesorju Nahtigalu. To je bilo izjemno zanimivo, odlično predavanje in seveda še komentarji na naša vprašanja. Jaz upam, da ne bo zmanjkalo energije in da se dobimo v naših prostorih v 3. nadstropju in da ima profesor še malo časa. Ok, še enkrat hvala.